Pozdravljeni! V zadnjih urah se je pri ekipi Haas zgodilo tisto, kar so mnogi napovedovali. Namreč prekinili so pogodbo tako z glavnim pokroviteljem kot z njihovim voznikom Nikitom Mazepinom. Danes bomo skušali malce pogledati v ozadje te zgodbe. V izogib morebitnim nesporazumom, sam sem mnenja, da politični dogodki ter šport ne smejo biti neposredno povezani. In seveda, mednarodna skupnost je upravičeno obsodila rusko invazijo na Ukrajino. A to še ne pomeni, da bodo kar tako vsi ruski športniki izključeni iz vseh kategorij in govorimo predvsem o motošportu. Še več, pri FII so bili jasni, imetniki ruske licence lahko nastopajo v prvenstvih, ki so pod pokroviteljstvom FIE. Velike nagrade Rusije ne bo in vsi imetniki ruske licence ne smejo javno komentirati dogodkov v Ukrajini. Pravila igre so jasna. Zgodilo se je, da pri ekipi Haas so končali enostransko sodelovanje med Nikitom Mazepinom, njihovim voznikom ter glavnim pokroviteljem Uralkalijem. In mnogi bi lahko mislili, da gre za nek povračilni ukrep, za neko sankcijo, za neko izražanje, recimo temu, politične volje ameriške ekipe. A videli bomo, da so lahko ti dogodki le posredno povezani, kajti mnogi izmed nas sicer malce sumimo, da bi bili pri ekipi Haas tako načelni in tako vzorni. Pojdimo lepo po vrsti. Namreč v mnogih virih smo lahko v prejšnjih dneh v bistvu prebirali to, kar se je danes zgodilo. Šlo je po večini za govorice. In danes je bilo najprej zanimivo prebrati tisto uradno izjavo ekipe Haas, kjer so mnogi izpustili nekaj, kar je po mojem mnenju bistveno. Namreč, če natančno preberemo, kaj so zapisali pri ameriški ekipi, nam bo takoj nekaj jasno. Najprej so prekinili sodelovanje s pokroviteljem Uralkalijem, šele nato z Nikitom Mazepinom. In to bi lahko prevedli, da ker Uralkali ni plačal tistega, kar je bilo dogovorjeno v pogodbi, so pač na nasprotni strani pri ekipi Haas v bistvu zaključili sodelovanje. Nekaj, kar jim je v njihovi zgodovini praktično že znano. Spomnimo se njihove, recimo temu, slabe pustolovščine z pokroviteljem Rich Energy. Govorimo o sezoni 2019. Če se prav spomnim, je spor začel nekje med veliko nagrado Kanade in veliko nagrado Velike Britanije, ko je Storej v bistvu dejal, da enostransko prekinja pogodbo z ekipo Haas, ker njihovi bolidi so na progi približno tako kot tisti mlečni vozički. In zadeva se je vlekla kar nekaj mesecev. Napisi Rich Energy so ostali na bolidih ekipe Haas tam do začetka septembra Velike nagrade Italije, ko so napisi enostavno izginili. Predtem seveda je izginil logotip, a šlo je za kršitev avtorskih pogodb, kar tu v tej zgodbi nima nobene zveze. In predstavljam si, da pri ekipi Haas so napise odstranili točno v trenutku, ko ni bil plačan naslednji obrok pokrovitelja Rich Energy. Podobna zgodba se je lahko zgodila tudi tu. Vkolikor pogledamo Twitter račun Nikite Mazepina, bomo dobili izjavo, kjer navaja, da je bil pripravljen narediti vse, da svoj sedež ohrani.
In tu lahko smatramo, da je bil pripravljen praktično ustreči vsem pogojem, ki so jih nekako napisali pri mednarodni zvezi. Torej, govorimo o tej prepovedi komentiranja. Po drugi strani v izjavi ekipe Haas lahko vidimo, da v bistvu na zadnjem delu se govori tudi o ruski invaziji na Ukrajino. Zanimivo je nekaj drugega. V prejšnji sezoni niso imeli nobenih težav imeti na barvni shemi v bistvu kombinacijo, ki je odkrito spominjala na rusko zastavo. Čeprav je bilo to prepovedano zaradi dopinških afer ruskih športnikov. In sedaj je bilo potrebno 10 dni, da so prišli do zaključka, da pač oni ne bodo podpirali ruske strani. V tem času, kot sem že omenil, so pri mednarodni zvezi zaključili z veliko nagrado Rusije, pri Liberty Media so odpovedali pogodbo veliki nagradi Rusiji, FIA je celo rešila vse težave imetnikov ruske licence. In šele potem so pri Haasu ugotovili, da pač v podporo ukrajinskemu narodu ne bodo sodelovali z ruskim denarjem in ruskim voznikom. Meni zgodba malce za lase privlečena, ampak možno seveda je. A sankcije, ki jih je mednarodna skupnost upeljala proti Rusiji, so res lahko stale Nikito Mazepina sedeža. Blokirali so račune, kjer je bil morda tudi tisti denar namenjen ekipi Haas. Ker ekipa Haas ni dobila denarja, je sledilo tisto, kar smo videli danes. Uradne izjave, kjer je bilo lepo povedano, da sodelovanje prekinjajo. Če bi bili pri ekipi Haas res tako načelni, bi ta izjava lahko prišla v javnost zadnji dan prvega dela zimskih testiranj, ko so napise odstranili, ampak Nikita Mazepin je bil še zmeraj del njihove ekipe v njihovem bolidu. Torej, izjemno čudna situacija, kjer pa sam pravzaprav dvomim, da gre za neko moralno podporo. Lahko bi rekli, da gre prej za pomanjkanje neke finančne podpore iz nasprotne strani. A zopet dokaz, da v Formuli 1, predvsem v današnjem času, se tudi ogromno dela na propagandi in mnogi viri, da naredijo zgodbo bolj zanimivo, lahko tudi kak vrstni red obrnejo. Sam nimam nič proti temu, da se lastniki ekip odločijo tako ali drugače. A konec koncev verjamem, da si mi, navdušenci, nekako zaslužimo neko pravo interpretacijo nekih zgodb, ki nam jih servirajo mnogi, in treba je tudi malce razmisliti, zakaj so se zadeve sledile tako, kot so si. Namreč pri ekipi Haas so glavnega pokrovitelja izgubili 14 dni pred začetkom svetovnega prvenstva 2022. No, izgubili ali se mu odrekli. Kaj se je zgodilo v resnici, pač ne bomo nikoli izvedeli. A kot običajno za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.